Svet brez umetnosti bi bil prazen in pust. Še posebej svet Leje Svrziga, umetnice, akademske slikarke, ki jo predstavljamo tokrat. Kdaj si pričela z ustvarjanjem? Začelo se zgodi, ker je to stvar, ki je prirojena. S tem, da sem nekako en ful dober support dobila v osnovni šoli, ko sem bila še v Velenju, ker je moj mentor Boris Oblišar to hitro prepoznal in sem začela to razvijati in mi v bistvu ponudil, bom rekla, prvo malo razstavo v osnovni šoli, kjer sem pol svoje izdelke razstavljala. S tem, da mi je dal še on nekako motivacijo za naprej, da bi mogoče to razvijala in, ne vem, probala še na akademiji. A vse ni šlo tako zlahka. Leja je uporniška duša in potrebna je bila dodatna spodbuda, da je uspešno zaključila osnovno šolo. Ker je moj uspeh v 7. razredu osnovne šole malo padel, sem pol mogla v 8. razredu ekstra delati, zato ker sem si res želela priti na to umetniško gimnazijo. In še večja motivacija je bil pač ta čopič, ki mi ga je profesor likovne obljubil v primeru, da pač naredim te sprejemne izpite. Leja, kako potekajo sprejemni izpiti za likovno gimnazijo? Najprej rišeš, bom rekla, po modelu, ampak ta model je bil pač recimo en lesen stol, ki si ga mogel v proporcijah pravilno narisati, posenčiti in pač te osnove. Drug del pa zgleda v bistvu 3D oblikovanje iz papirja in smo mogli narediti nekako fantazijsko stavbo, s tem, da smo mogli papir ali prepogibati ali rezati in si v bistvu na koncu naredil neko stavbo. In sem takrat razmišljala, ko sem ostala opazovala, da ni fajn, če pač je to samo neka hiška s streho. In sem se odločila, da bom naredila en ogromen stolp. Takrat je bil ravno ta VTC center. In sem nekako naredila stolp, ki ima noter stopnišče, s tem, da sem prepogibala papirčke in potem naredila še letalo, ki se je zaletelo v ta stolp. Logično nadaljevanje po zaključeni gimnaziji je Akademija za likovno umetnost. ALU je v bistvu bila moja nekako ciljna črta, kar se tiče izobrazbe. In tudi, ko sem bila gor sprejeta, sem nekako zmeraj imela v ozadju v glavi, da ne morem ponoviti tiste napake, ki sem jo v osnovni šoli, ampak da je treba res pač to potem enkrat zaključiti. In tudi, ko sem prišla v bistvu na informativni dan na akademijo, že ko noter stopiš, je en to tak poseben vibe in poseben občutek, da če ti je všeč, si za tja, če ti ni všeč, pač nisi. Leja je bila vseeno razpeta med dvema akademijama za umetnost, AGRFT-jem in ALU-jem. AGRFT me zanima, ker sem tudi že iz osnovne šole ven nekako simpatizirala z gledališčem. In v bistvu celo osnovno šolo in potem še en del srednje šole igrala v gledališču. In je pač nekako bi rekla, nekaj je moglo prevladati kot hobi, nekaj pa kot profesija. In sem raje izbrala slikarstvo. Med študijem si je Leja ponovno zaželela spremembe. V sklopu faksa je bila pač možnost, da se prijavimo na izmenjavo. In sem bila sprejeta na to Winchester School of Art, ki spada pod Univerzo v Southamptonu. Izmenjava je trajala pol leta in je bila po moje ena najboljših izkušenj v mojem življenju. Življenje v Winchesteru je bilo vznemirljivo. Leja je pričela razvijati svoj slog, ki ga opiše takole. Sva potem začela malo raziskovati ta street life, bolj underground sceno. In ja, sva tam naprej nadaljevala s tem, da v bistvu se je to začelo tako hitro spreminjati, da sem nekako iz te človeške figuralike začela pol že malo bolj v abstrakcijo prehajati. In nekako slikati z točkami, se pravi, da so vse slike sestavljene iz pik, nekje se zmeri pojavijo. No. Pike so pa v bistvu v mojem diplomskem delu, to zelo filozofsko sicer razložim, ampak vsaka pika predstavlja tako en spomin. In ko se ti spomini na platnu skupaj združijo, v bistvu vidiš potem celotno sliko. Zdaj lahko ena pika predstavlja vsaka svoj spomin, lahko pa te pike, ki so na neki drugi podlagi, tvorijo nekako združenje dveh spominov skupaj. Pike in filozofija za njimi so jo najprej pripeljale do diplomskega dela, kasneje do samostojne likovne razstave Divja urbanost. Lani sem imela v Kamniku zadnjo samostojno razstavo. Naslov razstave je bil Divja urbanost in je šlo za neko že
po naslovu mogoče se sliši malo kontradiktornost med nečim urbanim in med nečim divjim, ker je v bistvu razstava bila nekak sklop mojih spominov iz, ne vem, otroštva, iz fotografij staršev in tako naprej. Pa nečesa malo, bi rekla, utrganega, no, malo optične iluzije zraven in se je zopet šlo za združevanje nekih spominov na enotno podlago. Izhajala je iz spominov iz otroštva na Velenje, jugonostalgije njenih staršev in oboje združila v eno. Velenje je dosti industrijsko mesto, še vseeno toplo mesto. Sem vzela fotografije, ki so predstavljale Velenje, se pravi od Titovega trga, pa recimo Starega šahta, nekako te, bom rekla, velenjske infrastrukture, no, in potem dodajala noter spomine, recimo iz fotografij mojih staršev, se pravi stare avte, nekako staro modo, denar, jugoslovanske dinarje, jugote in take zadeve. In potem so se zopet, bi rekla, nekako spomini moji, osebni, združili z spomini nekakšne, bi rekla, infrastrukture mesta. Preden je nastala divja urbanost, si je njena dela ogledala kustosinja Bojana Čampa. Je prišla k meni na dom in potem sva po hodniku razpostrle vse slike in ona ima ta odličen poker face, da v bistvu ne moreš ti prebrati izraza na njenem obrazu, a je stvar dobra ali ne. In sem v bistvu tudi jaz že bila face prešvicana, ko je ona prišla. In potem še ta njen poker face, ne vem, recimo ene pol urce, da si ona pregleda vse slike, da oceni pri sebi, a ji je všeč ali ni. Je pa bila v bistvu top reakcija od nje, ko sem prinesla 2-metrsko sliko Jugota, ki je kolažiran iz jugoslovanskih dinarjev. In to je bila v bistvu slika, ki je po moje pri njej pretehtala odločitev, da je pač ta trenutna zbirka slik, ki sem jo imela pripravljeno za razstavo, dobra. Ja, po moje je v bistvu ona, ko je gledala te posamezne slike, mogoče ni tako hitro dojela, kaj hočem pokazati, ker slike niso bile še končane. Se pravi, so bile v nekem stadiju še razvoja, bom rekla. In ko sem Jugota pokazala, ki pa je bil končan, je po moje ona razumela, kaj hočem povedati. No. Le je ne privlači le slikanje na platno, temveč tudi tetoviranje. Ko sem bila še ful smrkla, se pravi, ne vem, 13-14 let stara, sem pač imela afiniteto do očitno, ne vem, samopoškodovanja ali kaj naj rečem. Se ne vem. Afiniteto do tega, da spremeniš telo z umetnostjo in sem na šivanko zavila gor, ne vem, sukanc in potem to pomakala v tuš in prebadala kožo s tem. In se mi je ful dopadlo, dokler ni moja mami tega pač odkrila in se v bistvu sama ponudila, da mi kupi prvo tatu mašinco. Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli. Kateri je bil tvoj prvi tatu? Prvi tatu je bil pa en ful lušen sonček na mojem gležnju, ki je v bistvu v celoti narejen z iglo za šivati. V teh letih se je na njeni koži nabralo kar nekaj tatujev. Na vprašanje, koliko v smehu odgovori. Ne vem, ful jih imam, ful. 1, 2, 3, 4, 5, cela roka, tle, še z kiko, še sama, ne vem. Po prstih, ja, ne vem, ful. Če bi morala izbirati, ali raje slikaš po platnu ali koži? Mogoče mi je iskreno ljubša poslikava kože, zato ker je dejansko postane zgodba nekoga drugega, ki jo potem nosi celo življenje s sabo. Slike sicer so, še vseeno mi blizu, ampak je to neka stvar, ki jo doma obesiš na steno in potem tam visi. Ja, človek pa v bistvu s tatuji nekako naprej deli svojo zgodbo, ne? In ostaneš nekako del njegovega življenja s tem. Kljub temu, da se je rodila v Slovenj Gradcu, je z našimi kraji močno povezana. Od malega smo hodili gor in meni je bil tukaj najlepši plac na svetu. In sem zmeraj govorila od majhnega, da ko bom velika, bom jaz imela vikend ali hišo v Kranjski Gori. In v bistvu 6 let nazaj, ko sem spoznala svojega fanta, se je ta ogromna želja končno uresničila. No. Leja dela v turizmu, vodi butični hotel v Podkorenu.
In je v bistvu zelo lušen job, ker imaš možnost se spoznati z stotinami različnih ljudi, različnih karakterjev in različnih kultur. Zdaj en, recimo, tak strašen lep spomin je na enega motorista. Ime mu je Christoph Berg in prihaja iz Nemčije. Z njim sva se spoznala lani poleti, ko je prišel tako na eno 3-tedensko potovanje po Sloveniji. In v bistvu piše potopise za motoriste. In sva nekako prišla na idejo, da bo on potoval po teh kartah, ki sem mu jih narisala za motoriste po celi Sloveniji. In da naslikam njegovo sliko, kako sedi na svojem motorju in nekako povezavi z našimi gorami in z našo naravo. In ko se je po 3 tednih vrnil, je v bistvu dobil v dar to sliko. V zahvalo pa me je vključil v svoj potopis o Sloveniji. Kakšen je tvoj pogled na pospešen razvoj turizma na destinaciji? Mogoče imam malo premalo časa drugače v turizmu, no. S tem, da je pač mogoče, ker je še toliko svež stik s tem. In kolikor se stvari razvijajo, kolikor hitro se razvijajo, se dobro razvijajo, ampak hitro lahko postane to tako, kot recimo pes, ki ga kupiš s pedigrejem in ga voziš na razstave in tako, in je vse super. Potem se ti pa strga z vrvice in gre malo po vasi in dobiš potem en kup mešančkov na dom. Ker trenutno je, mislim, da situacija zelo na visokem nivoju, na zelo dobrem nivoju in da ne bo recimo čez 5 let toliko hudo, toliko preveč turizma, toliko preveč vse ponudbe in vsega, da bo to šlo navzdol. V prostem času rada slika in odkriva kulinariko. Prva stvar, ki jo poišče na potovanju, so galerije, muzeji. Na zadnjo veliko potovanje smo šli s kolegi. 6 nas je bilo, sedeli smo se v kombi in se za 3 tedne v bistvu odpravili na Nordkap. In ko smo pač na tej poti, ko smo šli do Nordkapa, smo se v različnih mestih ustavljali in kjerkoli smo se ustavili, pač zmeraj moja prošnja bila, da se ustavimo v eni od galerij. In tudi recimo moji kolegi so drugače zelo tako, bom rekla, široko izobraženi in tako in grejo radi z mano, s tem, da pač potem je moja naloga, da jim tam povem kaj več o samih delih ali pa mogoče kakšne anekdote iz življenja teh umetnikov. Katero galerijo si obiskala nazadnje? Sva šla s fantom na koncert od Metalike na Dunaj in valjda sem zopet izkoristila priliko, da grem v Mumok dunajski, kjer je bila slučajno ravno razstava optične umetnosti od 1520 do zdaj moderne dobe. In je bil zopet en tak, bi rekla, trenutek, ki je bil dober za navdih. Delo katerega umetnika ti daje navdih za tvoje ustvarjanje? Bom rekla, kar se tiče ideje same, je Duchamp po moje res tisti, ki je začel to moderno umetnost s tem pisuarjem oziroma Ermud podpisom, kar je nekako, se mi zdi, na tipično umetnost dal en čist kontrapogled. Kako pa pri tebi izgleda trenutek inspiracije? Ko pride do te inspiracije, ko pride do tega občutka, pač moraš iti. To je tako kot poziv, ne vem, gasilce, da morajo iti gasiti, ti moraš iti in se zaklenem v sobo, oziroma ne zaklenem, pač zaprem se v sobo, pripravim platno, ponavadi še kakšno sliko preslikam, ker je pač treba to ven dati. S tem, da tudi, ko moj fant pride v sobo noter, točno ve, da se mora obrniti in iti ven, ker ne bo komunikacije. Leja si želi, da bi njeno ustvarjanje postala inspiracija njenim učencem. Jaz imam ful rada, če vidim, da nekdo v umetnosti vidi navdih in inspiracijo in da začuti eno iskrico v sebi. Moj profesor v srednji šoli je inspiraciji pravil, da to čutiš kot povišano temperaturo telesa in da se moraš nujno ohladiti in moraš to ven iz sebe dati. In se mi zdi ful dobro, da recimo otroci, ki pridejo v prvi stik z umetnostjo, da čutijo, da je to nekaj več, da ni to samo neka risba ali fotografija, ampak da je en kontekst zadaj za tem. In se mi zdi ful dobro, da recimo sem se zdaj odločila nadaljevati šolanje na pedagoški fakulteti, da bom mogoče čez par mesecev ali pa tudi let lahko učila otroke umetnost. Znanje pa Leja posreduje tudi starejšim, ki si življenje želijo začiniti z umetnostjo.
Zdaj 2 leti sem imela svojo slikarsko šolo v Mojstrani in začelo se je ful super, ogromno ljudi je nekako začelo sodelovati zraven in so prihajali, potem pa se to čez čas, skozi leto nekako zmeri zmanjšuje število, ki jih redno hodi. No. Mogoče zato, ker toliko interesa ni, ampak zmeri smo se trudili tudi na različnih festivalih ponuditi tem sodelujočim v tej slikarski šoli, da lahko razstavljajo svoje dela in je bil odziv fantastičen. Glede na to, da se govorica v Velenju precej razlikuje od našega narečja, me zanima, ali tvoja hči govori bolj v tvojem ali očetovem narečju? Ja, najina Eja je taka zelo dobra mešanca mene kot neke Savinjčanke, Štajerke in pa Anžeta, ki je v bistvu, bomo rekla, čisto krvni Gorenc oziroma Karenc. In tudi ta najina narečja se pri njej zelo tako lepo zmešata. Tudi ko ona govori z njim čist en drug dialekt, kot pa recimo, kadar se pogovarja z mano. In tudi v vrtcu jo včasih ne razumejo, kaj jim želi povedati. Naprimer, da če ji lahko obrišejo žnuder, oziroma če ji lahko oblečejo štrample, pri takih stvareh imamo pol mičken zadrege, ampak se reši. Je vajina hčerka podedovala tvoj talent? Zdaj bom rekla, hvala Bogu, kakor kaže, ja. Tudi ful veselja ima za to. Zdaj samo upam, da se ne bo zaradi mene recimo odločila za isto življenjsko pot, no.